iz avtocest direktno v torkovo mini rubriko Čudovite oblike sobivanja, ki je torej mini rubrika, v kateri obravnavamo mnogobarvnost odnosov, ki nas obdajajo. Svetovni dan psihadelikov je sicer čez dobra 2 tedna, jaz sem že prejšnji torek v Instagram nabiralnik dobil tole zgodbico, pošilja mi jo anonimni fant, ki ga bomo poimenovali Ciril, piše pa takole. Za prvomajske smo šli s kolegi na naš vikend. 4 prijatelji, 2 rada eksperimentirava, ostala 2 sta bolj na pivu ali vinu. Kolega, soeksperimentator, je tokrat seboj prinesel LSD. Jaz se na zadevo ne spoznam preveč, predtem sem jo vzel le enkrat in to ravno s tem kolegom. Ampak za mojo težo in izkušnje, kot smo kasneje ugotovili, bi moral vzeti nekje maksimalno 120 mikrogramov. No, kolega mi je po nesreči odrezal 250 mikrogramov, torej nekje 2-krat več. Treba je poudariti, da je bila moja prva izkušnja z drogo izredno lepa, nežna. Povezal sem se z naravo in samim sabo in iz cele izkušnje odšel kot boljši človek. Ravno zaradi tega me je začel zajemati počasen val panike, ko sem ugotovil, da je tokrat nekaj drugače. Po nekje 1 uri me je začelo fino ožemati. Po 2 urah sem pozabil, kdo sem in kaj delam tu. Vmes je moj kolega v tripu odkorakal v gozd, ostal sem z 2 človekoma, ki nista vedela, kako se obnašati v prisotnosti nekoga, ki ga absolutno premetava, in njuna taktika je bila, da se delata kot da ni nič, da mi ne bi inducirala dodatnega paničnega napada. No, ampak ravno zaradi njunega obnašanja sem nekje na 3. uri začel verjeti, da sem v simulaciji, kjer me nihče ne sliši in nihče ne vidi, ter da se gibam v konstantni zanki, kot v filmu Groundhog Day, samo da se je zanka ponavljala na vsakih 10 minut. Za nazaj so mi kolegi povedali, da sem nekje 1 uro delal identične obhode iz dvorišča do balkona do kuhinje, se ulegel spet na travo, spet vstal in znova ponovil krog, ter da sem vmes ponavljal, kaj delamo, kaj delamo. Kaj delamo? Ja, na 4. uri sem se slekel do gat, ter se začel zvirati po travniku, ter gristi travo kot kakšna krava na steklini in šele nekje na 7. uri sem se spet počasi zavedel, kdo sem in kaj delam tu. Celotna izkušnja je bila precej divja in recimo, da zdaj lahko razumem, zakaj so ljudje v 60-ih skakali čez balkone. Po drugi strani, v kontekstu tiste prve izkušnje vidim, da je, vsaj zame, vse v dozi. Rekel bi samo tole, spoštujte droge, dragi prijatelji, če ne vas lahko hitro kaznujejo za malomarnost. Ja, hvala za to divjo zgodbo, Ciril, in verjetno je pri psihadelikih res podobno kot pri alkoholu, nikotinu, sladkorju, socialnih omrežjih in ostalih drogah. Vse je zelo odvisno od našega odnosa do njih. Hvala Bogu, čez balkon nisi skočil in naj si bo to za to tedenske čudovite oblike sobivanja.